Lepo pozdravljeni v oddaji Moja kariera. Danes zelo zanimiva tema za marsikoga, ki nas gleda, ki nas posluša. Namreč z menoj danes v studiu je Denis Somi, strokovnjak za spanje. Namreč verjetno se sprašujete, kje je povezava kariera in pa spanje. In vsem tem vam zaupava več skupaj z Denisom, kakšen močen vpliv, se pravi, ima ta del rituala kot spanje, vpliva na našo kariero in seveda na celotno naše življenje. Denis, pozdravljen. Zdravo. Lepo, da si se odzval povabilo. Ni problem, z veseljem. Nekaj let, 12 plus, če sem te prav razumel, delaš na tem področju, se pravi vse v povezavi s spanjem, dobrim počutjem in tako naprej. Ampak daj mi vseeno malo povej, kje se tvoja pot sploh začela? Vem, včasih nekdo reče, ok, sem strokovnjak v tretjo in je prva misel, ja, ok, oseba je prodajalec. Tudi sam ogromno delam v prodaji, ampak v končni fazi v prodaji pomagamo ljudem. In jaz vedno tako rečem, prodajo jaz razumem kot profesionalno, se pravi, če rečeva srce, profesionalno dajanje. Zdaj pa, kater produkt, katera storitev, je pa odvisno seveda od neke strasti, ki je v zadju. Kaj bi zase sam rekel, se pravi, kako se je začela tvoja pot, da danes lahko počneš to, kar počneš? V bistvu zadeva je taka, začel sem pred 19 leti, namesto da bi šel na študij, sem šokiral starše z odprtjem prvega svojega podjetja. Ukvarjal sem se v bistvu z prodajo kave, kavnih preparatov, spet vpliva na boljšo koncentracijo ljudi. Nisem gledal v prodaji skozi samo na denar, ampak gledal sem na efekt, kaj bo zdaj človek od tega imel, ker denar pa uspeh je pol posledica večjih stvari, ni zdaj samo, ker če samo strmiš k samo da finančni interes od tega ne bo nič. To verjetno stranka začuti, ne? Definitivno, definitivno. Moj oče je bil v bistvu zelo znan mesar, tam sem se tudi naučil veščine prodaje. Pač prodajali so meso, imajo tudi mesnico, tako da že od malega, da v bistvu nahraniš ljudi z kvalitetno robo. Pač sam sebe kot mesarja nisem videl, ker pač to moraš delati z strastjo, rad osebno jem, drugače pa nisem najbolj za te mesarske vode. Pol skozi ta vsa leta sem malo zamenjal branžo, dobrih 12 let nazaj sem pa spoznal trenutnega lastnika oziroma lastnika slovenskega podjetja SK Company, ki se ukvarja že 32 let z izdelki za zdravje, se tudi slogan podjetja je Začuti življenje novega jutra. Delajo že v bistvu, tako kot sem rekel, od samega začetka za ljudi, za dobrobit vsakega posameznika, ker tako si že na začetku povedal, spanje je osnovna človeška potreba, tako kot je hrana, pijača, zrak, je tudi spanje, spada v ta segment. Daj nam vseeno malo, se pravi, mogoče iz te perspektive povej, glede na to, da pač potuješ po celi Sloveniji, si v stiku z različnimi starostnimi skupinami, kaj bi rekel, katera je tista starostna skupina, če bi tako rekla, se pravi, ne vem, mogoče do 35. leta, pa potem do 50. pa nad 50. Če bi tako rekel, katera je tista starostna skupina, ki pa že malo bolj razume, se pravi, kako pomemben je dober spanec in kako to vpliva, se pravi, potem na delovanje naslednji dan in seveda od tega je tudi odvisno potem kariera. Ja, zdaj tako po segmentih, če gledamo do 35. leta, tudi sam po svojih, če sebe pogledam, kaj dosti nisem študiral, kaj se tiče spanja, zdaj boš naspan ali ne boš naspan, kako boš to funkcioniral vse skupaj. Enkrat tam po okoli 40, sam sem tudi zdaj v teh letih, ko imaš enkrat si ustvariš družino, otroke, eno, drugo, pol pa vedno večji poudarek daš pač na samo spanje kot tako, da si odpočit, ker v bistvu, če nisi odpočit, ne funkcioniraš na nobenem področju. In to ima zelo močen vpliv na našo kariero, na družinsko življenje, na vse. Tam od 40 naprej, vsaj po moji praksi, mogoče se motim, ampak človek čim je starejši, bolj mu je nekako pomembno zdravje, ker mlada generacija od mene mlajši, materialno, bom rekel, imetje se ustvarja
da se lepo vidi, da se lepo maja in tako naprej. Ko pa si enkrat v nekih letih, da se ustališ, tam pa je bolj pomembno, da si zdrav, da dobro spiš, ker vseeno imaš še od zadaj marsikoga. Sej ravno to je zanimivo. Ne, če pogledava, ne, se pravi, eno dobro ležišče stane verjetno, ne vem, vsaj 1000 plus evrov. Ne. Ja. Recimo, marsikdo pa vozi, zdaj, ko so popularna električna kolesa, ne, se pravi, za nekaj 1000 evrov drago kolo. Ja. Ne. In je vprašanje, ne, kolo se vidi, ne, Ja. jogi se pa ne vidi, ne, Res je. ali pa vzmetnica. Ne. Res je. To je žal, bo rekel, ta kruta realnost. Marsikdaj vidimo pred hišo, ko prijemo klientov domov na pregled spalne površine, avto v vrednosti 100 000 evrov, leži pa na madraci stari 30 let in ni mu mar za hrbtenico, ne za sevanja, za absolutno nič. Zato, ker tako si rekel, ne vidi se, sosed ne bo rekel, da si zdaj Jack, ne, ker ležišča se začnejo od 1000 evrov naprej, to govorimo o kvalitetnih ležiščih, ki podpira hrbtenico in tako naprej v pravem smislu. Ne. Ok, malo smo se že dotaknili, se pravi, da ko se dobro spočijemo, ne, lahko tudi naslednji dan dobro funkcioniramo. Ne. In veliko krat kdo reče, ja, pa ne morem spati, tudi mene kot coacha, ne vem, me vprašajo, ok, Andrej, kaj ne naredim, zvečer ne zaspim, ne. In seveda, tako kot si tudi sam omenil kavo, ne, marsikatero substanco tekom dneva mi užijemo zato, da imamo dovolj energije, ne, ampak potem je problem, ker zvečer ne najdemo tega stikala, da bi se izklopili. Imaš kakšno zanimivo tehniko, ki jo priporočaš svojim strankam? Bom rekel tako, kavo zmanjšati na minimum, pa ne zato, da je kava slaba, ampak vseeno. Do 3 ure, recimo. Spet odvisno od telesa. Ne. Najbolj pomembno je pa v bistvu, da pred spanjem da se vstran vsa elektronika, od mobitelov, če je le možno, ne gledati televizije, mislim, čisto tako, kako pametno knjigo prebrati, se pogovarjati, v bistvu zmanjšati to plavo modro svetlobo od ekranov, pa dihalne tehnike za sproščanje, pa odpustiti v bistvu balast celega dneva. Ok. Vse do teh še malo praktičnih vaj, pa jaz si želim, da danes, se pravi, čim bolj praktično to ponudiva tudi samim gledalcem in poslušalcem, ki naj jo spremljajo ali pa ki naj jo bojo spremljali. Ampak vseeno, če bi tako povzel, ne, recimo, vem, pač imamo tudi knjigo, ne, se pravi, kako dobro spati, ali pa ne, mislim, da je Matthew Walker. In zadeva v tem, kako pa ti recimo gledaš na ta ritual? Vem, se pravi, si mladi očka, tudi sam imam 4 otroke, neke stvari se spremenijo v tistem obdobju. Ne? Kako zdaj to pač s ženo, partnerko kombinirate, da pač vseeno se naspiš in da si naslednji dan lahko v službenem delovnem času, ne, profesionalno? Pa zdaj rekel tako, pomembna je dnevna rutina. Ne? Red, organizacija, pa ne mislim zdaj ono red od pike do vejice, da se držiš vsega, ampak vseeno neko dnevno rutino je treba imeti tudi na, tako bom rekel, ure spanja je neko obdobje, pač telo se programira. Ne? In v bistvu, če ti hodiš spat ob 10, ko je tudi najbolj priporočljivo, ne? Da se gre med 10 in 11 uro pač spat, ne? Tudi telo se neprimerno boljše pač regenerira, odpočije. Dnevna rutina, zdaj mi doma funkcioniramo tako, da držimo se nekih okvirnih ur, kdaj otroci spat, kdaj z ženo funkcionirava, bom rekel, imamo svoj čas, pol pa nekje v približnih urah, zdaj točno ne moreš, ampak gremo spat in da se umiri, definitivno pa ne uporabljava pač telefonov, teh družabnih omrežij zvečer, zato ker enostavno so ugotovila, da se človek, možgani delajo, ne, ko je polno informacij, možgani se ne izklopijo. Vsaj jaz osebno sem taki, zdaj verjetno tudi marsikdo taki se najde kje, tako da to, enostavno dnevna rutina, držati se nekih ustaljenih tirnic, pa bo šla. Ok, a bi lahko rekel skozi to dnevno rutino tudi prisluhniti svojemu telesu? Absolutno. Absolutno, tako kot imamo občutek za žejo, lakoto, moramo tudi si vzeti čas za sebe, za počitek. Vse to ne zdaj pomeni, da boš ne vem koliko ur ležal na kavču pred televizijo, ampak vseeno tiste pol urce, uro na dan, da se vsedeš, relax, pa je to.
Okay. Ker človek ni stroj, ne. Tudi stroj se ustavi, stroj treba podmazovati in tako naprej, isto je tudi telo. Ok, super. Kmalu nadaljujemo z najinim pogovorom na temo spanja in pa seveda tudi dobrega počutja, kajti dobro počutje nam omogoča kreirati vrhunske rezultate in tako bodo tako naši delodajalci zadovoljni in hkrati tudi mi. Kmalu nadaljujemo. Tako kot je moj gost že prej povedal, je vsak večer praktično zelo ključna ta rutina, ki jo imamo, se pravi na nek način priprava na naslednji dan. In glede na to, da si v stiku z ogromno strankami, ki vseeno dajo malo več poudarka tudi na to, da razumejo, kako kvaliteten spanec vpliva na njihovo življenje in da v bistvu s tem sebi pomagajo. Me vseeno zanima, kaj je v bistvu na terenu, ko doživiš, ko reče stranka, ne vem, primer, zelo težko zaspim, nikakor zvečer ne morem zaspati. Pa ok, recimo, da ti stranka že reče, ja, ne gledam več telefona, ne berem, ne vem, tudi knjige več ne berem, ne gledam več televizije, ampak vseeno še vedno imam občutek, kot da se pravi možgani, ki so začeli delovati, so kar v nekakvem tem prostem teku in oni bi še kar in še kar. In obstaja kakšna metoda, ki jim ponavadi svetujete ali pa ki stranke začnejo uporabljati, da ne vem, v roku 3-4 tednov le uspejo najti ta gumb za izklopiti in da reče, ok, zdaj pa lahko grem spat. V bistvu obstajajo te razne meditacije, meditativne tehnike, ne. Najbolj osnovna je seveda dihalna tehnika, z štetjem ali z barvami, z baloni, žogami, pač imaš več variant, ne. Ponavadi v bistvu jaz osebno predlagam jim, da šteje od 100 navzdol, ne, in ko pridejo na nič, bom rekel tako, v enem mesecu človek, ki dela vsakodnevno to rutino, dihalno tehniko, se nasloni nazaj, zapre oči, odmisli vse šume, zvoke, vse, začne dihati, globoko dihati, ker v bistvu sistem dihanja, ne, ljudje, opažam, ne znajo dihati. Dihajo preplitko, ne dihajo z trebušno prepono, torej ne spustijo živčni sistem, ne, ker v bistvu posledična namen dihalne tehnike je ta, da možgani dobijo več kisika, več hranil, centralni živčni sistem, ki je v možganih, se sprosti, torej živci spustijo in ko ti šteješ malo po malo proti ničli, je uspeh zagotovljen. Ok, zdaj si Denis omenil dve stvari, ne, se pravi, eno je v bistvu to, da začnemo bolj globoko dihati, lahko pokaževa oziroma ti meni govoriš, jaz pa bom skušal čim bolj prikazati, kako naj bi dihali, ne, ker tudi jaz sam, ko imam treninge, coachinge, ne, sem ugotovil, da mogoče malo prevečkrat trebuh not držim zato, da se trebuh ne bo videlo, ne, a po drugi strani pa pride ravno do tega, ne, se pravi, da ne diham tako, kot bi moral, ne, in seveda se nivo stresnih stresorjev se v bistvu avtomatsko dvigujejo, ne. Tako. Zdaj glej, čisto tako preprosto, lepo se nasloni, zapri oči. Kako moram imeti roke? Čisto eno, vdihni na nos, napolni trebuh z zrakom, ni pomembno, kaj se vidi navzven, pomembno je, kaj je notri v telesu in v bistvu skozi usta izdih. Vdih, izdih. In boš čutil na svojem telesu, kaj se dogaja, kak hormon, bom rekel, stresni hormon upada, telo je vedno lažje. Povrh tega pa, če še šteješ od 100 ali pač poljubnega števila proti nič, boš videl, telo postaje vedno lažje, oči težje, vse odvečne informacije, ki jih skozi dan pač dobivamo, izginjajo. Ful dobro. Povabim, da tudi vi, ki naju spremljate, ne, da tudi to sami preizkusite. Absolutno. Namreč že samo, jaz bom zdaj povedal svoje občutke, ne, se pravi, ko ta stres ali pa to hektiko, ki jo doživljamo skozi dan, ne, se to lahko tudi kaj čez dan naredijo, ne rabijo. Definitivno.
Namreč, Denis, ti si strokovnjak za dobro počutje in spanje, ne, tako da je to kombinacija. Se pravi, že ko vdihnemo, se pravi ta mir in v bistvu to napetost, ki je iz ust, a ne. Jaz sem prav čutil tako, kako se celo telo počasi začne sproščati. Ne. Me veseli. Zakaj pa ravno, se pravi, marsikdo bo vprašal, zakaj ravno 100, ne? Dajva midva zdaj odgovoriti, zakaj nazaj, ne? Kakšna je razlika, če mi se pravi prištevamo ali pa odštevamo, ne? Zakaj ravno to, ne? V bistvu 100 sekund, ne, je ključnih, ne, da se naši živci pa možgani začnejo ustavljati, oziroma ustavljati, da se miselni procesi ustavljajo in ko priješ do nič, ni naprej, takrat začneš spati. Ne. Če se komu zgodi, da vseeno prije do nič? Ponovi vajo. Ne. Sicer navada bi se naj delala 3 mesece, ne, da v bistvu prije človeku v podzavest, ne, ta v bistvu ritual, ampak rezultate že beležimo v relativno kratkem času. Ne. To je teden, 2, ljudje vidijo takoj, rezultat je tu. Ne. Je v bistvu zelo podobno kot ljudje, ko grejo na cigaret, se v bistvu sistem dihanja je isti. Ne. Sem videl, so brez cigareta, zdaj so v bistvu vdihnila kisik in v bistvu telo napolnila z zdravimi stvarmi. Isto delajo tudi kadilci, ko reče, da bo enega prežgal, se umiri živčni sistem, ravno zaradi tehnike dihanja. Ne? Ker substance, ki so not, zdaj kaj dosti na mirnost ne vpliva. No? Zdaj, ker si ravno omenil kadilce, ne? Glede na to, da tudi sam uporabljam vse te dihalne tehnike in delam tudi v bistvu s hipnozo, meditacijo, poznam že vrsto let, uporabljam ultramind tehniko, sproščanje vsega tega, mi je to mogoče malo bolj naravno, tako da mogoče tudi na svet vam, ne, ko boste prvič, se pravi, vdihnili zrak in izdihnili, ne, če ne boste na telesu začutili, se pravi, te neke večje sproščenosti, ne, z vami je vse okej. To se mi zdi ključno, da tudi poveva. Ne? Res je. Se pravi, da sam si rekel, ne, 3 mesece tako nekih ponavljajočih se pravi, večerov, ritualov, tega umirjenja, da v bistvu pridemo do te sproščenosti. Ne? Definitivno. Gre. Tudi, če ne začutiš takoj tega držljaja, v bistvu te sprostitve, dostikrat je tudi tehnika. Ne? Ljudje se ustrašijo, zato ker pride do vrtoglavice. To je klasičen, bom rekel, klasična reakcija, ko je večja količina kisika, ko ti začneš telesu dovajati kisik, tako kot se spodobi, ne? Pride do reakcij, prva je vrtoglavica, ljudje se ustrašijo, kaj zdaj, ne? Je z mano kaj narobe ali kaj takega, ne, nič ni narobe, samo možgani dobijo dovolj kisika, da normalno funkcionirajo, ne? Ker vse gre iz glave ven. Ne? Ne, ker tudi recimo pri tem jogijskem dihanju je ravno to, ne, se pravi, najprej napolniš trebuh, potem pljuča in v bistvu izprazniš pljuča, napolniš nazaj trebuh in v bistvu na nek način s to osmico sebi pomagaš. To se mi zdi smiselno tudi večkrat na dan verjetno narediti. Absolutno. Absolutno. Te naloge, mislim, te vaje, a ne, ker je tudi omenil si prej cigarete, ne morem mimo tega, večkrat sem že to tudi omenil in verjetno je tudi kdo že kakšno raziskavo na tem področju naredil. Namreč hčerko se enkrat doma pogovarja in se rekel, predstavljaj si, in upam, da me kamera kaže zdaj direktno, predstavljajte si, da v roki držite cigaret in tako naredite. Spravi, ko da za vse kadilce, se pravi, poskusite to in mogoče boste sami tudi doživeli ta občutek sproščenosti, ki se dogaja. Namreč spremljal sem tegala Hubermana, Huberman Lab je dost znan strokovnjak na tem področju dihalnih tehnik in tako naprej. In on priporoča eno zadevo, če nekdo doživi res neko stresno situacijo, je ravno ta del, se pravi, 2 zelo močna vdiha, tako. In ta dolgi izdih. Tako da to je tudi ena izmed metod, ki je, verjamem, za marsikoga tudi uporabna. Definitivno.
Pač vidim, vedno mlajši kadijo, nič nimam osebno proti kadilcem, daleč od tega, tudi sam sem kdaj kakega prižgal, ampak v preteklosti. Ampak ta tehnika dihanja meni osebno je pomagala zelo, pa tudi marsikomu od naših klientov, ko pridemo v stik z njimi. Marsikjer je še pustil cigarete, pa si je pol kupil jogi, tako se spodobi. Tako. Ok, zanimiva debata. V nadaljevanju se bomo malo tudi o teh sevanjih, ki se dogajajo. Namreč predvidevam, da se pravi z nekim kvalitetnim ležiščem, ki ima tudi določeno zaščito, tudi ta elektromagnetna sevanja, zdaj ali jih odpravimo ali malo omilimo, kmalu v nadaljevanju z mano Denis, kjer nam bo vse to razložil, kako te stvari funkcionirajo v praksi, pri vas doma, v vaši spalnici. Sedaj smo poskrbeli, da so se naše misli zvečer umirile. Samo kljub temu, se pravi, v univerzumu obstajajo tudi različne energije, elektromagnetno sevanje, tudi se pravi, da naj danes gledalci in gledalke lahko gledajo, se pravi, so v zraku neki valovi, neka sevanja. Definitivno. In daj nam malo več povej o tem, namreč to je tudi en ključni del, se pravi, dobrega počutja in pa dobrega spanja. Tako. Zdaj, vpliv elektromagnetnega sevanja na telo. V bistvu naše podjetje je specializirano že več kot 30 let za zaščite pred elektromagnetnim valovanjem. Zaščita je tudi patentirana, tako da je zadeva dokazana, da funkcionira, tako kot si že omenil. Tu, da ekrani delajo, kamere delajo, to je vse v bistvu elektromagnetno valovanje, ki pa vpliva na delovanje naših možganov. Zdaj, na terenu opažam, ljudje imajo v spalnicah, v stanovanjih vse živo. Povej, kakšno najbolj tono zanimivost, ki je tudi tebe po toliko letih dela šokirala. Televizor na stropu, da se ni treba slučajno malo pač pripogniti, da ležiš pa gledaš v strop pa gledaš film. Zraven tega še mikrovalovka, za čaje, tople sendviče pa take stvari. V bistvu vse v dosegu roke. Ja, seveda, saj bilo je tudi temu primerni so bili, bom rekel, klienti, tako da. Ja, in v bistvu pol posledično zaradi tega, ljudje tudi ne spijo. Ko si ti izpostavljen, torej tvoji možgani, ko so izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju, dejstvo, spanec je izredno kratek, zbujaš se utrujen, bolijo mišice, boli glava, nervozen si, brez nekega, bom rekel, zunanjega vzroka, da bi te nekdo razjezil ali kaj takega, kriva so sevanja. Ampak poleg teh sevanj so verjetno tudi, ne vem, spomnim se, včasih so gledali tudi neke vodne tokove. Verjetno s temi ležišči oziroma zaščitami se tudi tega... Da. Glejte, da se rešiti zelo veliko, zdaj eni ljudje ne verjamejo v to, zdaj, če gledamo zgodovinsko nazaj, so ljudje zelo velik pomen dajali, da spijo oziroma da se je hiša gradila na področju, kjer ni bilo sevanj. Zdaj, 100 let nazaj ni bilo daljnovodov, ni bilo Wi-Fija, interneta, mobitelov in tako naprej, indukcijskih kuhalnih plošč, v bistvu cela paleta, ki nas okroža, oddaja sevanja, to je elektrika. Drugo so kozmična sevanja, pa zemeljska sevanja, torej vodne tokove. Smo tudi uradni merilci, kaj se tiče za vodne tokove, in v bistvu ta produkt oziroma izdelek, ki ga imamo, je dokazano zaščita pred vsemi temi silnicami. Torej, da v bistvu mi našo spalno področje zaščitimo pred vsemi zunanjimi vplivi. Tudi če imamo televizor na stropu, ozemljimo, izdelek pripravimo tako, kot je treba, in v bistvu spimo v tej zaščitni kupoli, da v bistvu sevanja ne obremenjujejo naše telo. Ker kljub dihalni tehniki, ko smo že prej omenila, ko smo mi izpostavljeni sevanju zelo močnemu, moram reči, v današnjem času, bom rekel tako, rezultati so, bom rekel, zmanjšani, so slabši, kot bi lahko bili. Zato tudi vsem klientom svetujem, da se zdravje začne v posteli, torej od ležišča in pa zaščite proti sevanju, da podpiramo naše telo. Zagotovo imaš tudi, se pravi,
veliko zadovoljnih strank. Ogromno. Ker vem, da se v vašem podjetju tudi s strankami, pri katerih ste bili, ne vem, 5-10 let nazaj, se vračate, a ne? Tako. In tudi same stranke velikokrat povejo, čemu so recimo najbolj hvaležne, tako, kar ti povejo. V bistvu najbolj Tega so počutja in pa spanja in pa... pričajo v bistvu o tem, da so se rešili bolečin v hrbtenici. Ker bolečine so v bistvu dostikrat posledica slabega ležišča, to je oziroma dotrajanega ležišča. V bistvu v 30, več kot 30 letih dela, bom rekel, stranke imajo naše izdelke, gremo nazaj, delamo z starimi strankami, dosti je mladine tudi, ko otroci strank pridejo k nam, ko vidijo, da starši imajo izdelek 20 let in je mama in ata sta v redu, živa, zdrava, ampak to bom rekel, otroci tam od določene starosti naprej. Ne, mlajši gledajo, tako kot si ti prej povedal, da ima skuter za Jurija 2, ne daj Bog, da bi ga dal za kaj drugega. Ja. Vseeno malo, se pravi, se deva dotakniti še tega, ne. Marsikdo danes reče, ok, jaz sem strokovnjak na XY področju. Sam praviš, podjetje, s katerim sodeluješ, več kot 30 let na trgu, se pravi neka tradicija. Drugo se pravi, kot strokovnjak 12 let delaš na tem področju, ampak vseeno, verjetno si mogel kar nekaj časa, verjetno to ni bilo, ne vem, 2 meseca, 3 mesece, nekaj časa vložiti vse, se pravi, v svoja znanja, da lahko danes kvalitetno svetuješ. Kaj si vse, recimo, mogel si prebrati, naučiti, sprobati tudi? Definitivno, ko sem začel to delati pred tolikimi leti, ne, je to vseeno druga branža. Ne. Prodaja je, ampak dejavnost je drugačna. Končni cilj je v bistvu zelo podoben, da zadovoljiš potrebe človeka. Jaz sem pač tu strmel, da bojo ljudje zadovoljni, da lahko pomagaš na zdravstvenem področju. Prvo smo imeli osnovno šolanje, ne, kaj se tiče delovanja sploh telesa, delovanja možgan, organizma, vseh notranjih organov, zakaj je sploh pomembno ležišče, kaj se dogaja v hrbtenici, torej strokovno znanje anatomije, moraš obvladati, ker drugače ti ne moreš svetovati nekomu, pač bilo kaj, ne. Plus tega v tujini, prav tako, ne, pač naša tovarna je iz Nemčije, ne, smo tudi imeli ogromno obiskov nemške tovarne, da smo dobili vsa znanja, kaj se tiče učinka na telo, predavatelji so bili od zdravnikov, primarjev, v bistvu iz te stroke, ne. To, kar mi danes delamo, to se ne da naučiti v roku enega tedna, 2 tednov, to je vseeno kilometrina, kjer moraš dati skozi. Osebno sem imel tudi mentorico, ki v bistvu edina ženska oseba, ki dela skoraj 40 let že ta posel, ne, koliko vsaj je pač meni znano, pa tudi vsi ostali, ki so iz tega faha že več kot 30 let, ne, so me dobesedno naučili, kaj je pomembno, pol pa še sam moraš raziskovati, ne. Sam sem šel na razne samoplačniške tečaje, še dodatno znanje, da dobiš o delovanju mišic, skeleta in tako naprej. Ja, ker to se mi zdi ključno, ne, za marsikoga v karieri, ne, ker včasih naletimo v podjetju in reče zaposleni, ja, zdaj pa mi podjetje tega ne omogoča, ne. In to mi je všeč, kar si povedal, ne, se pravi, res za neko uspeh v karieri, ne glede na to zdaj, kaj počnemo, ali je to prodaja, ali je to kakršnokoli svetovanje, ne, se pravi, neka ta lastna želja, se pravi, po nekem znanju, da bom še lažje pomagal svojim strankam, ne, ker v končni fazi, ko mi pomagamo svojim strankam, ne, stranke dobesedno pomagajo nam. Zakaj? Zato, ker na koncu služimo denar. Ja, definitivno. In krog je sklenjen, ne? Ja. Tako da... Ja, brez nič ni nič, ne, čisto tako. Na začetku, ko sem začel pri podjetju, ne, smo imeli v bistvu ogromno predavanj po celi Sloveniji, ne. Odpredaval sem par tisoč ljudi, me je slišalo v živo, razne te prezentacije na teme, recimo srčno-žilna obolenja, ne. To je danes zelo pereča tema, ne, bolezni srca in ožilja. To moraš vedeti, ne, v moji publiki so bili zdravniki, medicinci, to ne moreš neke floskule govoriti, ker te hitro dobijo, ne, da pač nimaš pojma, kaj govoriš, ne. Ne moreš pa biti tudi samo vklican guru zaradi tega, ker ti zmanjka. 2 vprašanja ti iz stroke nekdo postavi, pa tema, ne.
In to je ravno to, kar danes, ko smo, se pravi, v dobi teh poplav informacij. Dejansko stranka ima dostopne informacije in ti lahko nekaj razlagaš, ona mogoče na telefonu medije gleda in ti reče, ej, to je res, kar ti praviš, ali pa ti reče ravno obratno. Ne? Ja. In je ključno, se pravi, da res znamo biti strokovni, ne? In tukaj je ogromno časa in energije. Ne? Verjetno tudi kakšna neprespana noč, da si se vse to lahko naučil. Ne? Sigurno, pa živci, ne, da sploh, ko veš, kaj te čaka. Ne? Imel sem v publiki enkrat enega zelo znanega ljubljanskega primarja, ne, kardiologije, ko me je poslušal, na koncu je vprašal, a ste zdravnik? Sem rekel, nisem zdravnik, sem pa se priučil tega, ker me je zanimalo, da lahko pomagam. Ne. Mislim, tako da, to je ure in ure učenja, branja, študiranja človeškega telesa, ker telo je kompleksna zadeva. Super. Denis, še ena krajša zaključna misel, se pravi vpliv spanja, dobrega počutja na kariero, delovanje? Ljudje bi morali stremeti k temu, da ko se vležejo, da v bistvu telo se dejansko odpočije, da odvržejo pred spalnico vse svoje skrbi, tudi plane za naslednji dan, ker to ne sodi v spalnico, in da se naspijo zdravja, čisto tako. Okay. Hvala, dragi gledalci in drage gledalke. Mi smo prišli do konca oddaje. Zanimiva tema, spanje, dobro počutje in pa kmalu se zopet vidimo v naslednjem tednu z mano nov gost ali nova gostja. Naj bo to za vas še skrivnost in želim, da vaša kariera iz dneva v dan, iz tedna v mesec in iz meseca v leto napreduje. Hvala in se vidimo kmalu.